Karla, živja. Živja. Pogovarjava se o pravilnih načinih kombiniranja živil. Osnovni princip je izogibati se kombinaciji beljakovin in ogljikovih hidratov, ker je to težko prebavljivo za naš prebavni sistem. Tako je. Kateri so naslednji principi, ki jih se treba držati? Greva pa zdaj kar na naslednjega, ki pa mogoče v našem okolju ni tako poznan, kajti ta prvi princip poznamo že iz različnih shujševalnih diet po principu združevanja živil, no te naslednji principi pa mogoče v tem okolju niso tako znani. Eden je ta, da ni dobro kombinirati ogljikove hidrate pa kislo hrano. Kaj zdaj to pomeni? Ogljikovi hidrati vemo, kaj so krompir, riž, makaroni, kruh in tako naprej. Kisla hrana je pa recimo paradižnik. Paradižnik ima zelo močno kislino in če ga jemo recimo v družbi ogljikovih hidratov, to ovira prebavo ogljikovih hidratov in imamo spet lahko določene težave, se pravi, nam hrana leži v želodcu, občutimo težo, prebavne težave in tako naprej. Tisti, ki so občutljivi na prebavilih, to zelo hitro zaznajo, pa v bistvu ne ugotovijo, kaj jim dela težave. Se pravi, paradižnik pogosto jemo recimo v družbi s kruhom ali pa, ne vem, pri kosilu s krompirjem, na testenine ga ravno tako dajemo in tako naprej. Se pravi, paradižnik je ena stvar, ki ne sodi k ogljikovim hidratom. Še ob tej priliki je pa potrebno omeniti, da kislina je tudi kis oziroma limona na solati. Se pravi, če mi jemo nek obrok, ki vsebuje ogljikove hidrate, recimo kosilo, ki je sestavljeno iz krompirja, zelenjave pa solate, je idealno, če v solato ne damo kisa oziroma limone, ker ravno tako ovirata prebavo ogljikovega hidrata. To je pa v bistvu ena navada, ki jo običajno v Sloveniji kar imamo, se pravi, da kisamo solato. Ja, in če rekel bi takole, če upoštevamo ta drugi princip, si še dodatno omejimo možnosti znotraj klasičnega načina prehranjevanja. V bistvu ja, ampak recimo kisanje solata, to je čista navada. Recimo, če pogledamo naše sosede čez meje, Avstrijce, oni imajo pa sladek preliv za solato, pa se nam zdi recimo čudno, kako pa da pač sladkajo solato. Se pravi, vse to so navade, ki jih lahko zelo hitro tudi spremenimo. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre za neke hude, velike prilagoditve oziroma ne vem kakšno trpljenje, mali detajli, ki veliko pripomorejo. Ja, ampak testenine z paradižnikovo omako. To je klasična jed, mediteranska, tako tudi v Sloveniji in tako dalje. Ja, tako je, če tukaj bi naredila eno tako prilagoditev, pa majčkeno pogoljufala, pravijo tako, da če želimo paradižnik na testeninah, je fino, če ga čim manj kuhamo, se pravi, da v tem primeru ne deluje ta kislina tako močno. Torej, da bi recimo pripravili paradižnikovo omako z neke zelenjave, pa potem ji dodali mogoče zmiksan paradižnik, recimo kar v surovi obliki, bi bilo veliko bolje, kot da ga kuhamo predolgo časa. To je ena taka mini prilagoditev, ki mogoče majčkeno pomaga, da kdaj dobimo paradižnik tudi na testenine. Ampak jaz tako rečem, če delamo prav vsaj 80% časa, pa da si vzamemo 20% za tiste kakšne majčkene odstopanja, tudi ni tako narobe. Tukaj pa dobijo potem kdaj tudi paradižnik na makarončke, pa je čisto v redu. Kaj pa vnaprej pripravljene omake? Ja, niso najboljše, sigurno, da ne. Pri vseh stvarih pri naši hrani se je fino držati pravila, da sproti pripravljamo svoje obroke, če se le da. Tako da ja, občasno, ko se nam mudi, to že, ne pa da bi bila to stalnica. Hvala, Karla. Nadaljujemo naprej z tretjim principom.